Gledalec Montespino mi je postavil eno zanimivo vprašanje. Dober dan. Danes je nov dan in novih 10 000 korakov. Jaz grem na en sprehod, imamo pa eno tako super vremce, 13 stopinj je in je za sprehod prav idealno. Gledalec Montespino, predvidevam, da je z Dornberga, ker Montespino je Dornberg, mi je postavil eno zanimivo vprašanje. Zanimalo ga je, če jaz vsak dan hodim ali samo takrat, kadar snemam. Ja, hodim tudi sicer, vsak dan se trudim narediti 10 000 korakov, ampak vam kar povem, da je kar težko narediti vsak dan 10 000 korakov. Ni tako enostavno, kakor se zdi ali pa kakor se sliši. Je pa tako, ne, ni pa nedosegljivo. Zdaj sem prečkala slovensko-italijansko mejo. Tle je bilo tudi opozorilo, da je prehod dovoljen samo za slovenske in pa italijanske državljane. Tako da jaz grem lahko. Vi pa tudi. Italijani se že vračajo s kolesarjenja. Ja, naj povem, da imam jaz sedečo službo in recimo jaz v službi oziroma ko pridem domov, imam tam nekje med 3000–4000 korakov že narejenih v službi, se pravi tisto skakanje, kakor je, ne vem, kakšne papirje, ki prenašamo, pa do fotokopirca, pa kaj do šefa in tako naprej. Tako da, če želim izpolniti ta svoj dnevni cilj, moram iti tudi popoldan na sprehod ali pa po kakih opravkih peš. Kar seveda ne pomeni, da ne obujem športnih copat. Če sem pa fraj ali pa če sem na dopustu, takrat pa recimo z možem že prejšnji večer narediva en tak plan, 10-kilometrski krog približno, pa si pogledava že prej na zemljevidu, kaj si bova drug dan pogledala. Tako da tam je pa vse bolj podrejeno hoji, ogledom. Najin dopust zgleda tako, ne? Cel dan hodva v krog, vmes kakšno kosilo, kakšna kavica, zvečer pa pol ali pa pozno popoldan, pa še za 15 minut v vodo. Tako da tako se pa potem recimo na dopustu nabere lahko več kot 15 000 korakov ali pa 20 ali pa še tudi dosti več kot 20 000. Pa recimo, ne vem, po takih hoji cel dan, ko jih imava na dopustu, sploh nisi pol neki utrujen, oziroma bom rekla, da si prijetno utrujen, ne, in zadovoljen in tako, ne, in je res super počutje. Mi dva na dopustu vsak dan tako šopava po 15 000 korakov, kaj več, kaj manj, ne, in treba iti toliko, da se potem odpraviš tudi drug dan, da se super počutiš, da greš, da te nič ne boli, da je tista utrujenost ali pa bolečina taka prijetna in šele potem lahko to vzdržuješ in šibaš pač toliko korakov, kakor jih mi dva, ne. Seveda to ne pride samo od sebe, ampak se pač treba natrenirati pa redno hoditi. Ko sem pa zbolela, nisem naredila pa niti 500 korakov, tam nekje 300. Cel dan si priklenjen na posteljo in nimaš kaj, ne. Za vse tiste, ki se pa sprašujete, zakaj je hoja sploh dobra, vam bom pa zdaj povedala. Pa ne bom zdaj govorila, da je to dobro za srce, za ožilje, nasploh za zdravje. Ja, seveda je, ne. Jaz sem vam povedala, zakaj jaz osebno hojo vzdržujem, zakaj je meni to pomembno. Meni osebno je ta hoja pomembna zato nekako, da vzdržujem kondicijo, da me ni strah iti 10 minut peš, da recimo, če nekaj vidim v daljavi, da enostavno mi ni problem iti, da rečem, se je 10 minut še. V glavnem ta kondicija, da ti ni pomembno, kje parkiraš, enostavno parkiraš, pa tudi če je pol še en kilometer do cilja, da se sprehodiš, da vidiš več, kakor iz avta, ker v avto grejo stvari kar mimo, ne? Pa vidiš rožice, pa marsikaj se dogaja, tudi koga srečaš, ker ogromno ljudi se sprehaja. Meni je to pomembno, ja. Tako, ne, zdaj moram povedati, ne, da jaz to kondicijo, ki imam, to je hoja po ravnini, ne, hoja, taka lahkotna hoja, ne. To ne moreš s tako kondicijo iti na Triglav ali pa ne vem kam v hrib, kak Krn ali karkoli, ne. Tam moraš imeti tudi kondicijo za nahrbtnik nositi in še en kup drugih stvari, ne. Tako da, ja, to je taka ravninska varianta. Sej zato pa tudi rečem, da grem na sprehod,
ker to tudi je. Včasih so pa to opravki. V glavnem hoja je. Včasih, če gremo v trgovino, je to hoja, če gremo peš. In tako se naberejo koraki čez cel dan. In pejmo hoditi, dokler zmoremo, pa dokler lahko. Ne pretiravati, pač kakor kdo zmore. Nekdo recimo lahko naredi 4000 korakov, pa je ponosen. In tudi jaz vsakmu čestitam. Tudi za 4000 korakov, niso heci. Tako kot 10 000, tako kot sem rekla, ni jih lahko doseči. La nipote di Maria Teresa d'Austria, così si chiamava come la nonna, ed era la cugina di primo grado. Jaz sem zdaj nazaj v Sloveniji, že skoraj pri železniški postaji. Tam smo videli tudi italijanske turiste, ki pa si grejo zdaj ogledati še Trg Evrope. Zdaj imam pa še 15 minut do doma. Imam pa zdaj narejenih 9300 korakov. Ja, jaz mislim, da sem kar podrobno odgovorila na to vprašanje, ki mi ga je zastavil Montespino. Tako da hvala za vprašanje in upam, da sem tudi koga zmotivirala, da gre na kakšen sprehod. Vzdrževanje kondicije je pomembna tudi pri živalih. Ste videli, kako kolesarijo, tečejo, skačejo, plavajo. Tudi one rabijo imeti kondicijo. Pa ste videli, kako se je pooblačil, ne? Tako da prav super. In zdaj sem čutila eno kapljico, bom kar pohitela domov. Ja, je kar za izkoristiti, tako je sonček, gasa ven. Vreme je zdržalo, glih par kapljic je še bilo, ampak ni bilo hudega. Ratal je 13 000 korakov in še nekaj. Z te točke bom jaz tudi današnji video zaključila. Hvala za vašo pozornost, hvala za vaš čas. Pejte tudi vi na sprehod, bodite fajn in se vidimo. Čau, čau!